sodobne družbe na pol pismeni in tako naprej. Potem, kadar to pa opažamo kot gledalci in gledalke, recimo neposrednih prenosov. Kadar so razprave takrat ali med sabo najrazličnejše šaljive stvari oziroma, ker se smejejo in tako naprej, govorijo, ali sploh ne poslušajo in tako naprej. Skratka, poslanci v Sloveniji, večina, vsaj 50 do tistih 90-ih, si ne zaslužijo mimo glede plačila, ki ga dobivajo. Nobeden pa ne pomisli, kako dobro so pravzaprav poslanci plačani. In poslanci so začeli biti zelo dobro plačani v samostojni Sloveniji. Kajti prej, v tako imenovanih svinčenih časih, so delegati imeli prinešene dohodke. In potem ni nobeden želel, da bo 20 let na političnem položaju. Zlasti ne, če je njegova osnovna dejavnost bila bistveno boljša. Kaj bi bilo storiti v Sloveniji? Jaz mislim, da bi neke zahteve morale biti že pri kandidiranju. Človek bi moral vsaj poznati stvari, potem obvladati bi moral vsebino na tistih področjih, recimo, kjer deluje. In če bo ljudstvo, kako bi rekla, če bo vstajniško ljudstvo postavljalo take konkretne zahteve, potem se bo mora biti kaj spremenilo. Sicer se pa je zelo lepo vsem vam štirim zahvaljujem in zelo sem vesela, ko sem slišala tisto, da konzervativni pravniki, malo drugače je že, če so pravnice zraven. Mimo grede, celo teologi in celo vrhunski slovenski moralni teolog priznava, da imajo ženske drugačen pristop, da bolj celovito gledajo pa bolj konkretno. No in zato hvala vam, zdaj ste 3, ampak boste prenesli po lekciji 4, za ta zelo zanimiv pogovor. Hvala lepa tudi vam za ta res zelo super vpogled. Se mi zdi, da ta interakcija med pravniki, sociologi pa drugimi vedami je res dragocena in bi se morala večkrat zgoditi. Tudi tako, da bi bilo obrneno, da bi pravniki poslušali. To bi potrebno. Pa pravnika v družini, pa imamo družinsko komunikacijo. Zato. Hvala. Tako da kar izvolite, če pa še kdo, seveda tudi komentar, to je ne samo vprašanje, predvsem. Če pa ni, potem bi se pa jaz vsem zahvalila za sodelovanje. Mislim, da smo v bistvu ugotovili, da neke možnosti so, niso pa zelo odprte in se jih ne sme uporabljati zelo na hitro, tako kot slovenski pravniki radi rečejo, torej pravo je treba uporabljati s tresočo roko, in se tega tudi zelo držijo, oni sicer pravijo za ustavo, ampak skratka, pravo ni vse mogočno, tako da mogoče tudi pravniki moramo stopiti ven iz prava in ena taka priložnost je, da danes tako da hvala vama in hvala, da ste prišli.